Nocoj bo pa polenta in tučeno mleko. Samo nona, izbiraš kaj drugega za večerjo, ko smo že včeraj jedli to. Ja, ne, draga, deklica, nimamo. Zdaj so tako težki cajti in polenta in mleko, to je doma. Nona, pa zakaj to leže? To je pa brštulin. Veš, v tem se speče lahko kafe, če bomo imeli savdu za kupiti kafe, ali pa se speče ječmen, da skuhamo ječmanovo kafe in bomo jedli za trošk belo kafe z mlekom in polento. Nona, ma ki ste dala so? Mati božji, jaz sem Se pozabila. bojo spet moški jezili. Prinesli so pones. Jaz tako rada pozabim. Hvala, ko si mi izmislila. Se večkrat pozabiš. Lej, Lara, zdaj bom jaz zrezala polento tako, da bo dobil vsaken kos. Toliko, ko nas je v družini, na toliko kosu bom zrezala. Lej, tako da bomo imeli in da bom zrezala še, ker je družina velika. Lej, vidiš, in to bo daj na 8 kosov, za vsak en kos. Ki si že prinesla krožnik, da ti dam? Ja. Izvoli, lej, jaz ti dam to. In zdaj, ko si pridna, ti dam jaz tebi še ta nož, da greš lahko si postržati še škorjo v kotu. Hvala, nona. Marija, nona, kako je dobra. Je dobra, ne? Zame je to ena izmed domačij, ki ima izredno vrednost, ne materialno, tako kot hiša sama, ampak če gledamo zdaj za nazaj, nam v tej hiši predvsem ognjišče in prostori točno povejo in pokažejo, kako so živeli naši predniki. To je hiša enega našega bivšega kolona, ki je po vojni postal lastnik. In potem, ker je bil sam, ni bil poročen, je dal na prodaj in mi smo potem odkupili zato, da bi ohranili vsaj en tak objekt, ki bi zanamcem pričal, kako so živeli naši predniki. Ko smo kupili to hišo, smo skušali ohraniti vse predmete, kolikor jih je pač bilo, kajti to je bila ena revna družina, tudi nekaj pohištva, vsega ne. In med predmeti smo našli tudi ostanke ali pa predmete, ki nas spominjajo na Prvo svetovno vojno. Lastnik, od katerega smo potem mi kupili to hišo, je bil v Prvi svetovni vojni in smo našli potem še kovček z imenom, priimkom, potem številka vojaka verjetno, ne vem, vsaj tako sklepamo, in nekaj predmetov. Zelo zanimivo je, kako so bili ljudje po vojni, ko je bila revščina iznajdljivi, da so iz ene stare čelade napravili za peč kostanj. Torej so preluknjali, kot ste prej videli, in so potem s tistim pekli kostanj.